Lepo pozdravljeni v novem soočenju pred evropskimi volitvami, ki nas čakajo, zdaj pa že čez manj kot mesec dni. Današnja tema tukaj v studiu SBC, Kluba slovenskih podjetnikov, izjemno pomembna tema, brez katere si pravzaprav življenja nihče v Evropi, praktično na svetu, ne more predstavljati. Torej prehrana, prehranska varnost in pa kmetijstvo. Kajti kmetje so tisti, ki skrbijo, da imamo vsak dan kaj na našem krožniku. Pa vendarle situacija ni tako rožnata, kot bi človek mislil, potem ko je v Evropi bila lakota in se je Evropska unija odločila, da tega nikoli več ne bo dopustila. Tudi zato je proračun, ki je namenjen kmetom, kmetijstvu, razvoju kmetijstva in tako naprej, neverjetno visok. Pa se zdi, da še vedno ni dovolj. Vsaj, če poslušamo kmete, ki so letos množično zasedali mesta po Evropi. Od Bruslja do Nemčije, Španije, Francije, tudi pri nas. Kaj se torej pravzaprav dogaja? Kje se je Evropa znašla na razpotju? O tem bom govoril z današnjimi kandidati za evropske poslance. En lep pozdrav vsem skupaj. Dober dan. Še tole bi seveda na začetku povedal. Levica in Svoboda svojih kandidatov nikakor ne najdeta, da bi se nam pridružila. Danes pa kandidata na tako pomembno temo niso našli za čuda niti ne v SD-ju, kar tudi veliko pove o odnosu vladajoče koalicije do kmetijstva. Ampak to nas seveda ne bo ustavilo, da se ne bi o tem resno pogovorili. Pa bom začel z aktualnim evropskim poslancem, gospod Zver. Morda tole, saj ne vem, kje bi začeli, ker tem je res ogromno, ko govorimo o kmetijstvu, pa morda začnemo s temi zadnjimi protesti kmetov. Bili so zelo jasni, tudi zelo jezni, naprimer na ukrajinsko-poljski meji so kmetje raztresali po tleh dobesedno žito, ker so rekli, tega je dovolj. Ta brezmejna podpora Ukrajini po drugi strani seveda močno tepe evropske kmete. Ni dolgo minilo, ko ste v Evropskem parlamentu vendarle še podaljšali ta brezcarinski dogovor do ukrajinske hrane, ampak kmetje pravijo, da tudi to ne bo dovolj. Kje je zdaj ta meja, ko rečemo, da Ukrajino podpiramo v vojni proti Rusiji, po drugi strani pa s tem močno šibimo evropskega kmeta? Torej, takoj na začetku povem, da Ukrajina sama po sebi ni kriva za stanje, ki ga imamo v evropskem kmetijstvu. To stanje pa ni dobro, predvsem zaradi tega, ker so evropske inštitucije sprejemale nekatere dokumente, ki niso v redu. Zlasti ta zadnja reforma evropskega kmetijstva, ki je bila vodena pod podpredsednikom Timmermansom, ki je že sicer odstopil, je bila izjemno slaba in slaba za kmete. In pa ne samo zadnji mandat, to se že vleče kar nekaj let. V zadnjih letih smo izgubili približno 3 milijone kmetij v Evropski uniji. In to, glede na to, da imamo 9 milijonov, je to kar velika številka, velik delež. Predvsem majhnih kmetij. Tudi v Evropi niso samo velike kmetije, 2/3 kmetij v Evropi je manjših od 5 hektarjev recimo površine. In jaz se sprašujem, da je to kar bilo namensko. To je pač leva politična paradigma, ki ne mara kmetijstva, ki želi kmetijstvo narediti ali pa prehrambeno industrijo nasploh dokaj odvisno od sveta. Nekateri si želijo, da v Evropi ne bi bilo več govedi, čeprav leta 1962, ko se je začela skupna kmetijska politika, je bilo približno milijardo glav živine in danes imamo približno enako število, čeprav je prebivalstvo bistveno več. Skratka, kmetijstvo ni tisti glavni dejavnik, ki onesnažuje okolje, in to seveda najbolj razburja politično levico. Ampak so mnogi drugi. Recimo kmetijstvo je v zadnjih letih močno zmanjšalo toplogredne pline, več kot druge gospodarske panoge. Tako da tudi iz tega vidika kmetijstvo ne bi smelo biti tarča, ki je pa postalo dejansko veliko politično vprašanje in zaradi tega so tudi kmetje se dobro organizirali. Jaz sem bil v Bruslu ravno takrat, ko so bile te demonstracije in so bile res ostre. Kmetje so že prej, pred 10 leti ali pa 15 leti tudi demonstrirali, ali pa še nikoli pa ni bilo tako ostro sporočilo politiki, da vendarle mora nehati. To, da smo 1/3 kmetijstva izgubili v zadnjih letih, je alarm.
alarmantno, glede na to, da ima Evropska unija kar 40% uvažamo hrane in 40% izvažamo. Torej, dokaj odprto je kmetijstvo, ne? In zaradi tega tudi ranljivo, ne? Če bi Evropa malo bolj gledala protekcionistično na vso zgodbo, bi bili veliko bolj prehrambeno varni, zdaj pa cene lahko hitro narastejo in seveda lahko pride do slabše prehrambene oskrbe, kar bi pomenilo lahko tudi določeno lakoto. Samo to še recimo 62. leta, ko je nastala ta kmetijska politika, to je bila fenomenalna zgodba, ne? V nekaj letih so onemogočili, da bi se lakota ponovila na evropskih tleh in podobno. Res zgodba o uspehu. Danes, po letu 90 je pa začel proračun drastično padati, ne. Še leta 85 je bilo 3/4 proračuna evropskega namenjeni kmetijstvu. Danes samo 31%, pa še to dobršen del za razvoj krajine, ne. Gospod Zver, ja, niste mi pa odgovorili na vprašanje, pa bom zato postavil vam, gospa Vida Čadonič Špelič, vendarle imate tudi v Novi Sloveniji europoslanko, EPP je del te vladne oziroma te koalicije, ki vodi to Evropo. Poljski kmetje so bili zelo jasni, rekli so, to, kar prihaja iz Ukrajine brez carin, uničuje evropsko kmetijstvo. Dal bom en primer. Lani nam je Ukrajina z 20 milijonami ton žita zrušila trg žita v Evropi in smo kmetje na ta način utrpeli 500 evrov izgube na hektarju, je povedal slovenski kmet iz Tešanovcev. Pa vendarle potem poslanci še enkrat potrdijo praktično enako, da hrana iz Ukrajine, ki je morda slabše kvalitete, tega seveda ne bom trdil, ker ne vemo, ampak vendarle prihaja v Slovenijo, prihaja v Evropo. Naprimer, v tem trenutku je Romunija največja uvoznica pa prejemnica ukrajinske hrane na svetu, pa dobro vemo, da v Romuniji zdaj ne pojedo vsega tega, kar v Ukrajini naredijo. Moje stališče je tle zelo, zelo jasno. Kmetje imajo prav. Evropski kmetje imajo prav in slovenski kmetje imajo prav. Treba je priznati, da je hrana iz Ukrajine zelo zamajala evropski trg z hrano, z posameznimi surovinami. Vendar je treba vedeti, da niso za to krivi ne ukrajinski, ne evropski kmetje. Pač kriva je situacija. Kriva je vojna v Ukrajini. In vse to, kar se dogaja v zvezi s kmetijstvom, je žal grda kolateralna škoda te še grše vojne. In seveda je na nek način za razumeti evropsko politiko, da pomaga Ukrajini v vojni in tudi to, da uvaža hrano na evropski trg, je pomoč Ukrajini v vojni. Ker če vojne ne ustavimo v Ukrajini in če ne ustavimo Putina v Ukrajini, se zna zgoditi, da se bo širil naprej. Zato bi rekla, da razumem evropsko politiko, da je odreagirala tako in s tem pravzaprav dejansko izkazala podporo Ukrajini. Po drugi strani pa zelo, zelo razumem kmete. Zato bi morala Evropa istočasno, ko je dopustila ta uvoz, ker to je uvoz, to ni promet oziroma trgovanje je samo znotraj Evropske unije in ta uvoz je zame pod vprašajem, zdaj pa kar se tiče kvalitete, oziroma predpisov, ki jih morajo tako kmetje kot proizvajalci v Ukrajini upoštevati, da dajejo živila na trg. Ti so predpisi popolnoma drugačni, kot so evropski. Evropa ima na področju hrane najvišje predpise. Včasih, ko sem bila na tem področju aktivna, smo računali, da ima 7-krat hujše predpise, kot jih ima Amerika. To z drugo besedo pomeni, da je evropski potrošnik 7-krat bolj zaščiten, kot je ameriški. In to je za podpreti. In ta trend visoke zaščite varstva potrošnikov je treba vzdrževati naprej. Kaj to pomeni? Da je potrošnik lahko zaščiten samo, če je kvalitetno hrano, za katere izvor se ve, kje je. In recimo, da je to izvor v Evropi. Zaradi tega si jaz zelo prizadevam, da bi se priskočilo na pomoč, da bi se slišalo kmete, ki pravijo, da jim je trg sesul, to se pravi, da jim se finančno konkretno priskoči na pomoč, da bojo lahko proizvajali dovolj hrane, ki je zelo regulirana in ob tem, kar je najbolj pomembno, preživeli. Ker kmet ne more proizvajati zaradi tega, da smo mi siti, ampak proizvaja tudi zaradi tega, da
preživi. In tukaj je zdaj prišel evropski kmet med te škarje, ki se reče na eni strani cena surovin vseh in na drugi strani cena hrane. Torej, spomnili se boste vsi, kako so grozno cene hrane porasle. Ljudje, ki se spoznajo na cene hrane in na kvaliteto hrane, kot je profesor Aleš Kuhar, pa vedno reče, da je kvalitetna hrana še vedno poceni. Jaz se mu tukaj pridružujem. Posebno, če govorimo o slovenski hrani, za katero vem, kakšne kakovosti je in pod kakšnimi pogoji je proizvedena. Žal, še nismo kupili potrošniki tega, da za visoko kvaliteto je treba tudi plačati. In ta krog bomo tudi naredili, pa vendarle so, če se ne motim, poslanci EPP-ja vsi glasovali za to, da se še vedno seveda spusti ukrajinsko žito, jajca, perutnino v Evropo. Tudi vi imate europoslanca. Jaz sem jih pri tem podprla, to sem hotela reči, ker jih razumem. Vendar so omejili. Zdaj pa je tudi omejeno. In znižali so jim davke na goriva zaradi tega. To se pravi, da je Evropska unija kljub temu, da bi lahko na prvi pogled rekli, da je reagirala do kmetov nepravično, je po drugi strani sprožila nekatere mehanizme, ki grejo v prid kmetom in tudi na vse zadnje so kmetje potem nekako to, s tem ste tudi strinjali in so prenehali. Zeleni Slovenije imate zdaj Klemna Grošlja, ki je seveda v drugi politični skupini europoslanec, tudi on je seveda to podprl, pa me zdaj drugače zanima, kje pa je tukaj ta skrb, ravno to, kar je rekla vaša predhodnica, za slovenskega potrošnika, ko kar naenkrat v Evropo pride hrana iz države, kjer seveda takšni standardi ne veljajo in dobro vemo, da tudi tam zdaj nihče ne skrbi ravno za to, da bo vse tako, kot mora biti, vendarle je Ukrajina v vojni. Mogoče pa ni naključje, da je gospod Grošelj prišel k Zelenim Slovenije. In predvsem zaradi tega, ker Zeleni Slovenije ne bi želeli, da bi kmetje in kmetijska politika, še posebej v Sloveniji, ki je posebna, bila tista, ali pa da bi kmetje mislili, da so zeleni ovira njihovemu delu. Mi se še zelo dobro zavedamo, da slovenski kmetje, predvsem tista večina, ki poseljuje naš slovenski prostor zaradi pestrosti pokrajine, to so gorske, male kmetije, proizvajajo lahko in bi proizvedli veliko več tiste zdrave hrane in to filozofijo bi želeli prenesti tudi preko našega poslanca, da je dejansko potrebno upoštevati specifiko posameznih nacionalnih držav, kajti zdrava hrana, za začetek bom rekla, predvsem za naše najmlajše, za javne zavode, to je zdravilo. Že starejši ljudje so trdili, še starejši od mene, da je hrana zdravilo. In če bomo mi za prekomerno uporabo pesticidov in raznih cidov uporabljali pri proizvodnji naše hrane, bomo tudi veliko več sredstev potrošili za zdravljenje. Predvsem pa, da se to vse kopiči v otroku in pri 50-60 letih izbruhne kot rakasto obolenje. In mi zeleni želimo na ta način podpreti slovensko kmetijsko politiko, ki bo drugačna, seveda teh konvencionalnega kmetijstva ni tako veliko in tudi to ni za primerjati z eno evropsko kmetijsko politiko, recimo držav, ker so svoje okolje dejansko uničili. Naši kmetje pa so varuhi okolja, so varuhi naravne in kulturne dediščine v Sloveniji. Gospa Urša Zgozdnik iz Vesne, prav tako Zelene stranke, tukaj bom zdaj dal en podatek, tretjino proračuna evropskega gre za kmetijstvo. To so ogromne vsote, pa se vendarle zdi, da nekaj delamo narobe. Mogoče se moramo pa vrniti k začetku, k začetku oblikovanja skupne kmetijske politike po vojni, kot je bilo povedano, treba je bilo prehraniti narod. Najti način, da bomo pridelali dovolj hrane za Evropo. In do neke točke je to očitno bilo potrebno, smo kljukcali, vse v redu, narod ni lačen. Zdaj bi opozorila na prvo stvar. V eni točki se je to obrnilo.
danes smo v izredno negativnem trendu, ker zavržemo tretjino pridelane hrane. O tem se sploh ne pogovarjamo, to postaja eden od najbolj perečih problemov današnje civilizacije. Če naredim malce vzporednic, v bistvu smo v globoko potrošniški družbi. Torej, vprašanje skupna kmetijska politika, v redu, ampak velik del sredstev gre za njo. Torej bi morali na nek način revidirati, kako porabljamo ta denar, ali je pravilno, da pač 80% teh subvencij dobi 20% največjih kmetij. Slovenija mednje ne spada, po mojih podatkih je takih kmetij okrog 100 samo, ki so preko 100 hektarov, 45 tisoč od 55 tisoč kmetij je majhnih. Torej, mi kot Slovenija moramo pa še posebej prilagoditi našo kmetijsko politiko. Ne? Torej, eno je evropska, že če pogledamo države, Nizozemsko, Dansko, Poljsko recimo, to so ravnine. Kako kmetje tam pridelujejo hrano in kako jo pridelujejo naši kmetje. Ne moramo delati uravnilovka. Ne? In tu je v resnici treba zagristi v to kislo jabolko, se lotiti res, ne zdaj zaradi protestov kmetov, ki so v bistvu na nek način še bolj razdvojili prostor in izsilili tudi na nek način neke popravke v zadnjih direktivah, ampak v resnici je treba mogoče iti še korak nazaj, razmisliti, kako kmetijstvo mi želimo v prihodnje, ali je to kmetijstvo s pesticidi, ali je to visokointenzivno kmetijstvo, ali je to agrobiznis, da rečem zelo po domače, ali bomo naredili bolj, bi rekla, odločilen korak v smeri ekološke pridelave hrane, trajnostnega kmetovanja, biološkega, organskega kmetovanja. Torej, mislim, da bo treba v prihodnjih letih ali pa mogoče zdaj v tej novi sestavi tu čim prej zagrist, ker zadnji popravek mislim, da je bil zgolj kozmetične narave in da bojo slej ko prej kmetje spet na ulici. Gospod Pukšič, tudi Franc Bogovič je evropski poslanec, poznamo ga kot velikega borca za slovenskega kmeta. Morda bi postavil takole vprašanje. Evropska unija je sklenila sporazum in to brezcarinski za uvoz iz Brazilije, Ukrajine, Argentine, Kitajske, Tajske, to je ta Mercosur. Ko dobimo na evropski trg, ravno to, kar smo zdaj slišali, mi vemo, kaj imamo, temu sledimo, potem pa zdaj dobimo, iz Brazilije, našel sem zanimiv podatek, peso v pridelavi uporabljajo 27 aktivnih substanc, od insekticidov do herbicidov, ki so v Evropski uniji prepovedani. Se pravi, mi po eni strani govorimo o zaščiti evropskega kmeta, pa o zdravi prehrani, po drugi strani pa sklenemo neke prostotrgovinske sporazume in potem dobivamo hrano od tam. Izvor le-te je pa pod hudim vprašanjem. A je to ta smer evropske kmetijske politike, ki jo EPP zagovarja, ki jo zagovarja Slovenska ljudska stranka, ta dvoličnost praktično? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Ne vem, če je to dvoličnost, ker koliko sem informiran, koliko so me zbrifirali okrog tega, ker se zadnji čas pač s tem nisem dosti ukvarjal. Gre v bistvu za uvoz soje, da so pa ostale žitarice pridelane v Evropi, tako pšenica kot koruza. In uvoz soje, ki je potreben za kmetijstvo v živinoreji, v tej prehranski verigi, zato ker enostavno tega nimamo tukaj. Tako da z tem ne uničujemo ne evropskega kmeta in s tem uvozom ne slovenskega. Slovenskega kmeta uničujemo sami doma. In tu smo specialisti, zdaj se dogaja zadnja uničevanje slovenskega kmeta, pa ne s tem, da je panvita prodana, ampak z uničevanjem tem, da gre slovenska zemlja v roke tujcev, ki je njegov izključni namen izkoristiti in dobiti kapital, namesto da bi šla v roke slovenskemu kmetu, tako kot, veste, ko slovenska kmetija se proda, pa je imelo neko zemljišče v najemu od sklada, bi se moralo tudi v tem primeru zemljišče od sklada dati ponovno na razpis, katerem bi seveda imel slovenski kmet bistveno oziroma prednostno pravico. In tu je osnovni problem našega slovenskega kmeta, pa seveda hvala Bogu, da je uspelo tudi prepričati Evropsko komisijo, torej Evropski parlament, Evropske ljudske stranke, da okrog teh pesticidov in tako dalje, ki so s tem
tudi hoteli, bom rekel, na preveliko vstopiti v samo proizvodnjo kmetijstva. Gospa Špelič, je rekla, da je slovenska hrana 7-krat bolj zaščitena oziroma regulirana kot pa druga. To pomeni, da je tudi dražja v pridelavi. Ne? Ampak je potem to tudi se to pozna pri kmetu? Ne pozna se. Poslušajte, samo 12% denarja gre za prehrano, od tega pa samo 3% kmetov. Kje se pa ostalo zgubi, torej kje ostalih 9% med trgovci, tistimi vmesnimi členi in tako dalje. Ta prvi krog zaključimo še s Katjo Kokot iz stranke Resnica. Vi pa imate ekokmetijo, če se ne motim, ste tudi veterinarka. Mislim, da je okrog, tukaj pa me bo gospod Zver popravil, okrog 240 milijonov evrov je v tem skupni evropski politiki za Slovenijo bilo namenjenih od 2022, 2023 do 2027 na leto, da smo skupaj pa milijardo 200 milijonov. To je ogromno denarja za 70 tisoč kmetij, kot jih imamo v Sloveniji, če na hitro preračunamo. Pa se vendarle zdi, da slovenski kmet težko preživi. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi po slišanem bi rekla, mislim, to je pravljica, ne? Ker vse to smo že slišali pred zadnjimi volitvami, pred državnozborskimi volitvami, pred volitvami 10 let nazaj, 20 let nazaj. Torej, ko se pogovarjamo o kmetijstvu, imamo vsi te visoko zveneče izraze, vsi imamo neko predstavo, v bistvu pa smo zgrešili bistvo. Slovenski kmet ne more prodati svojih izdelkov več po taki ceni, kot si to zasluži. In zakaj je prišlo do tega? V zadnjih 20 letih smo kompletno prodali, ali so bile leve ali desne stranke na oblasti, našo agroživilsko industrijo. Spustili smo jo iz naših državnih rok. Tudi zdaj, vi ste omenili Panvito, ne. V tem primeru bi morala država vstopiti in nekako izraziti svojo predkupno pravico. To je naš nacionalni interes. Zakaj smo mi izgubili ta agroživilska podjetja? Torej, ta podjetja so glavni odkupovalec bila našim kmetom. Tega zdaj več ni. Tudi zemlja, ki gre v tuje roke, mi izgubljamo to zemljo. Kmetje v Pomurju ne morejo več priti do te zemlje, pa si želijo recimo priti v najem, pa ne morejo zakupiti te zemlje. Ne. Torej, to so za mene samo floskole, da znam tega pač drugače izraziti. Ne. Tukaj bi samo dejal, ampak ko govorimo o privatnem podjetju, naprimer Panvita je vendarle privatno podjetje, Slovenija ne mora kar tako reči, bomo pa mi zdaj to podjetje kupili. Lahko pa seveda zaščitimo kmetijska zemljišča, ker pa spada pod sklad kmetijskih zemljišč. Nekoč je večinski delež, če se ne motim, bil v državni lasti, ki se je po ceno prodal, pač eni znani družini iz Pomurja, in se je zdaj za dosti večjo ceno prodal naprej. Tu je nekdo sklenil odličen biznis. Vemo, katere stranke so bile zraven. Ne? In to je bilo tudi pri ostalih, bom rekla, večjih agroživilskih podjetij. Ne? Mi moramo se zavedati, da tukaj se denar obrača. To je res. Ampak se ne obrača tam, kjer bi se moral. Torej, stroški se v kmetijstvu višajo. Zdaj, če gremo zadnje 2 leti recimo nazaj, ko se je pač pričela vojna v Ukrajini, zakaj smo se morali mi vmešati? Zakaj? Zakaj smo mi morali neke take sankcije pač postaviti, se vmešati v vojno 2 držav? Mi nismo v vojni, da je cena umetnih gnojil poskočila recimo tudi za 5-krat. Stroški proizvodnje, torej elektrika, gorivo, umetna gnojila, semena, to je vse poletelo v nebo, a odkupna cena pridelka ostala enaka. Tukaj ne pomaga nobena subvencija več v tem smislu. Ne? Torej, če mi bi skrbeli pač za tega kmeta, jaz lahko govorim iz prve roke, nažalost se lahko odkimavate. Ne? Meni je tudi bilo smešno, ko sem poslušala. Meni pa to ni smešno. Ker v bistvu imate europoslance v parlamentu in so dvignili roke torej, za sankcije, dvignili so roke za ta prostotrgovinski sporazum. To še ena izmed stvari, recimo, kako lahko naš kmet konkurira, ne, z pač vsemi temi omejitvami, z ceno izdelka, če pa mi dovoljujemo uvoz govedine iz amazonskega pragozda. Kako lahko mi govorimo o ohranjanju okolja, če to dovolimo? To je ta nesmisel, ne? Jaz mislim, da je treba neke stvari pojasniti. No pa pojdimo, ja. Hvala lepa. Prvo kot prvo, ne, hvala Bogu, da je Evropska unija, da smo v Evropski uniji in da je stopila skupaj in da je jasno in glasno povedala, da vojne ne
bo podpirala, da vojne na mejah Evrope naj ne bi bilo in je postavila omejitve. Če mene vprašate, še v bistvu premalo. Če kaj, v naslednjem Evropskem parlamentu si moramo prizadevati, da bog ne daj, da se vojna razširi še na druge države, oziroma kaj šele, da se razširi v samo Evropo. Torej tu ni pardona. Drugo pa, to, kar pravi gospa, se pa seveda strinja. Tako kot je že rekla, da so bili prodani trgovci, predelava, sedaj pa zadnjo torej, podjetje, ki se ukvarja z pridelavo, torej kmetijsko proizvodnjo. Poslušajte, kdo to je pa prodal? Kdo je pa pri tem vse sodeloval? Veste, kaj imajo skupnega? Veste, kaj imajo skupnega? Fruktal, Žito, Mercator in Panvita. Veste, kaj imajo skupnega? Direktorja. Tonija Balašica. Toni Balašic je v vseh teh podjetjih bil, če hočete, Fruktalu od 7 do 10, sicer se je decembra 11 prodal, ampak je pripravil do tega. Potem Žito od 10 do 12 se je prodalo aprila 15, Mercator je on prodal 12 do 17, se je prodal v 17 in sedaj v Panvite. Samo, mislim, zdaj bom jaz naredil samo še korak naprej, govori se tudi o prodaji mesnin celjskih. Dejstvo je, da je Evropska unija prosti trg. Je to problem, da Slovenci nimamo svojih podjetij, ki predelujejo in tako naprej, ali je pač to zgolj, ne vem, del kapitalizma, v katerega smo vsi privolili? Jaz sem hotela prej kolegici, ker je tudi ona veterinarka, tako kot jaz, povedati, da sem zelo vesela in prepričana sem, da je večina slovenskih kmetov veselih, da so del Evropske unije. A si vi predstavljate našo majhno državo in njen majhen trg brez Evropske unije in brez evropskega denarja? Treba je jasno povedati, da je kmetijska evropska politika finančno najmočnejša politika, čeprav zdaj pada denar, ampak vseeno še vedno je finančno najmočnejša. Jaz si upam trditi, na terenu sem bila pred 40 leti. Pred 40 leti sem začela kot terenska veterinarka. In zdaj sem tukaj. In naše podeželje in naš kmet je toliko napredoval. Prvič zaradi svoje pridnosti, drugič pa tudi zaradi tega, ker mu je Evropska unija nudila pogoje za razvoj. To je treba priznati. Ampak del Evropske unije pa tudi, da lahko kdorkoli, ki ima pač denar, kupi neko podjetje. No, potem pa pejmo nazaj na tole. Ta ista Evropa, ki je na nek način za Slovenijo velika, za svet pa majhna, mene skrbi, ker ona pravzaprav v svetu, mislim, da že izgublja, rekla svojo vodilno včasih vlogo, vsaj na področju znanja. Torej, ta Evropa se razvija tudi zaradi tega, ker se razvija privatna iniciativa. In del privatne gospodarske iniciative so, tako kot je avtomobilska industrija, tudi naša podjetja, ki proizvajajo hrano. In če mi gledamo svet globalno, so ta podjetja, kakorkoli so nam všeč, so palčki, veste, so palčki. In jaz nisem za to, da bi imela naša podjetja tuje lastnike. Se pa sprašujem, nisem ekonomistka, ali takšna podjetja lahko sledijo razvoju in tehnologiji, če ostanejo majhna in proizvajajo samo v Sloveniji, ali če postanejo del večje verige. Zaradi tega bi samo še to rada končala, da je treba jemati življenje v tej situaciji realno, takšno kot je. Torej je treba pustiti, da se privatna iniciativa razvija. Po drugi strani pa mora država mehanizme tam, kjer je možno uporabiti, in en mehanizem je sigurno zemlja, o kateri smo govorili, ki jo mora zaščititi, druga je pa ta, ki je pa butična, enkratna, tako kot je rekla gospa, in pomaga, da se bo pa ta butični slovenski kmet, ki je samo ta takšen,
tukaj razvijal. Kaj pa to pomeni, da se bo razvijal? Da bo toliko zaslužil, da bo lahko preživel. Kaj pa to pomeni? Potrošniki bomo morali se sprijazniti s tem, da bomo od ekoloških kmetov dražje hrano kupovali oziroma plačevali. Gremo takoj in potem naredimo nov krog. Samo Ja. en stavek dodam. En stavek pa Samo en stavek, če lahko dodam. To, kar pravite, je vse res. Ampak to ni kapitalizem, to je turbo-lopovski kapitalizem, ko država pred 2 letoma proda polovico Panvite za 1 milijon, sedaj jo pa ta turbokapitalisti prodajo za 50 milijonov. Torej, kam je šel ta denar? Kjer je denar? Davkoplačevalski denar naših Slovencev in to, kar sem že prej rekel, seveda tudi kmetijska zemlja. Kupil je Panvito 50%, hrvaški finančni sklad, ne ukvarjajo se s kmetijstvom. Da, seveda je lahko vsak lastnik, če ima denar, ampak a je to tisto, kar bo evropsko kmetijstvo peljalo naprej. Že zdaj vemo, Kitajska, ZDA, Brazilija, Evropska unija niti ni med prvimi 4 največjimi kmetijskimi pridelovalci hrane, ne? Stavek, ki se mi zdaj v tej debati pač vrti po glavi, pa vem, da ne bo popolnoma k ničemur prispeval pri tem omizju, ampak kapitalizem žre lastne otroke. To pomeni, ni pomemben kmet, ni pomembno nič od tega, kaj mi jemo, ampak samo tako, kot ste lepo nakazali. Ne? Finančni sklad ta, pa on, pa tretjo, prodaja in tako naprej. Ne? Ampak zdaj bi mogoče vse en malce vrnila k eni drugi debati. Kmetijska politika je tista, ki vsaj Slovenijo močno zaznamuje. Ne? Slovensko podeželje je tisto, ki je razgibano, ki nam daje posebno tudi turistično, ekološko, trajnostno bivanje, ki je tudi privlačno za tujce. In se mi zdi, da bi morali tukaj malce bolj se zavedati, kaj so naše strateške prednosti kot države. To je naša strateška prednost. Mi nimamo nekih naravnih virov, razen vode, ne bom rekla. Nimamo les, imamo, zdaj vprašanje, kaj z njim zares počnemo. Se pravi, nimamo rodnin, nimamo litija in teh novodobnih kovin, ki se pač potrebujejo, imamo pa naravo. Kolikor mislimo, da je to samoumevno, ni. Ne? In zdaj združiti ta del, okoljski pogled, torej moramo to naravo na nek način ohraniti in kmetijstvo, predvsem v visokogorju, na tistih više ležečih predeljih, kako to združiti. Mi moramo sobivati. Mi ne moremo reči, konc proti okolju, ne bomo sprejeli nič od tega zelenega, a ne? Mislim, kmet tako ne more preživeti. Prepuščen je sam v sebi. Kakšna vizija ga vodi naprej? Pa bom sam še poskušala linijo potegniti, ne? Kako pomembna je kmetijska politika v naši državi, kaže tudi na udeležbo gostov danes, kot ste lepo nakazali, ampak tudi izbira ministrov je pri vsakokratni vladi nekje na koncu. Slabše od tega je samo še okoljski resor. Ja, pa gremo potem še k vami nazaj. Jaz bi tudi nadaljevala prejšnje debate, mogoče z enim konkretnim primerom, kaj se dogaja z našo zemljo. Dobre polje ima, to je občina, ima že sam v imenu, da je Dobre polje in ki ne bi proizvajalo za Ljubljano vrt Evrope bi lahko bil. In kaj se dogaja? Pride tuji lastnik, sredi rodovitne zemlje kupi namesto, da bi bilo to najprej ponujeno, skladu kmetijskih zemljišč, kupi zemljo, tam naredi tovarno, ki proizvaja umetno hrano. Istočasno uničuje podtalnico, jo zastruplja in zdaj tečejo inšpekcijski procesi, ampak da je to dovoljeno, tukaj je dovoljeno uničevanje kmetijske zemlje, nekje drugje si jo prodaja tujcem. Torej mi dejansko moramo preko naših evropskih poslancev doseči dejansko zaščito slovenske zemlje. Je drugačna, nas je malo, 2 milijona za eno malo večje mesto. In kaj smo naredili samooskrbo? Včasih je bila 60 do 80%, kaj pa je danes? Če bomo podpirajo tudi politiko Evrope do neke mere, ampak obrniti moramo subvencionirati moramo hrano tam, kjer je to dejansko potrebno, da ne bo hrana za reveže nekje iz Južne Amerike, pa mogoče iz Kitajske, tisti, ki bodo pa lažje plačali, pa v bistvu je tista elita. Ne.
kmetu treba omogočati tudi manjšim kmetijam, da bodo proizvajali v bistvu zdravo hrano. In tukaj treba, subvencije so bile leta nazaj mogoče malo nepravilno usmerjene. Veliko denarja je prišlo, samo kam? Koliko kmetij malih je v Sloveniji propadlo? Ja, gospod Zver, dobra debata se je razvila, seveda se mi zdi, da se vsi kar nekako strinjamo, ampak potem pa, ko pogledamo, kaj se dejansko naprimer v Sloveniji dogaja, imamo pa vedno kakšen problem. Ne vem, naprimer označevanje hrane, ko govorimo, odkot prihaja. Avstrijci so tukaj lep primer. Pri njih je treba točno napisati, kje, kaj je bilo narejeno, potem pa točno veš, kaj si kupil in tudi preko tega podpiraš avstrijskega kmeta, ki je tudi statistično gledano veliko mlajši od slovenskega in verjetno tudi zato, ker je potem življenje lepše in lažje kot po Sloveniji. Luksemburg je tudi takšna država, Nizozemska. Ali ne bi bilo prav, da bi evropski poslanci rekli, naj bo to v vseh evropskih državah? Vse tako je. Nesledljivost je... Ampak ni pa zapisano, ko gre za meso, naprimer v Sloveniji, ni. Ja, že res, gospa Vida Čadonič-Špelič? Že kupite meso, kjer... samo pakirano, ne? Ja, skratka, odgovorim še na prejšnjo vprašanje, nisem mogel, če je kapitalizem kriv za to situacijo, ki jo imamo. Zagotovo je proizvodnja znotraj kapitalizma in tržnega gospodarstva bistveno boljša, uspešnejša, učinkovitejša, kot je bila v času socializma. In tudi zaščita kmeta je danes bistveno večja. Tudi zaradi skupne evropske politike večina slovenskih kmetov ne bi bila konkurenčna, če bi bili zgolj na trgu, ne, za svojo proizvodnjo. Tako da tukaj evropska kmetijska politika gre nasproti kmetu z subvencijami, z mnogimi stvarmi, včasih pa jim tudi zagrani življenje za kakšnimi pretiranimi direktivami in omejitvami, ne. In te smo nekatere proti koncu tega mandata sedaj odpravili. Za Slovenijo je problem, ker ima specifične težave kmet in da ne bi smel škropiti, recimo. Pol nima nič s proizvodnjo, kaj takega. In tu smo prisluhnili poslanci slovenskim kmetom, pa tudi drugim. Res je neprimerljivo je, ko se recimo kakšna gorska kmetija pri nas primerjamo z francosko, ko ne vidiš konca njive, ko se pelješ po cesti mimo. To so bistveno drugačni pogoji pridelovanja, kot nas. Zaradi tega mora tudi slovenska država bolj aktivno regulirati in pomagati kmetijstvu. Če hočemo se do neke mere ohraniti samooskrbo, kot je bilo malo prej omenjeno. Pri nekaterih področjih pač nismo, smo izgubili samooskrbnost tudi zaradi tega, ker smo poceni kupovali. Paradoksalno je, da kupujemo meso, govedino iz Južne Amerike, kjer je veliko antibiotikov zraven. Več živali pojedo več antibiotikov kot ljudje. Več kot pol. In seveda to zaradi reje, ker pač hitreje rastejo. In tukaj bi morali res omejiti uvoz mesa iz Južne Amerike, ker imamo sami dovolj možnosti, da prehranimo v Evropski uniji, mislim. Ampak neverjetno je, kako so zelo fokusirani napadi z politične levice, recimo na kmete oziroma pridelovalce govejega mesa, govedine. Jaz mislim, da zadaj že obstaja neka trdna naveza med multinacionalkami, ki imajo projekte za proizvodnjo sintetičnega govejega mesa, z Kitajske, pa tudi iz drugih držav, in pa nevladniki, ki seveda to zelo podpirajo, in istočasno škodijo evropskemu in slovenskemu kmetu zaradi tega. Jaz še imam repliko. Na tisto stvar, potem pa tako, kar izvolite. V bistvu bi replicirala na to, da v mojem govoru nisem nikakor sugerirala na to, da bi morali stopiti iz Evropske unije. Sugerirala sem na to, da bi se Evropska unija morala prizadevati za mir, ne vstopati v vojno. S tem, ko mi vstopamo aktivno v vojno, škodimo posredno tudi kmetijstvo in gospodarstvo. S temi sankcijami, ki smo jih sprejeli, nismo niti za 0,5% škodili Rusiji, škodili smo pa Evropi. To je bila pač prva izmed teh replik, naslednja pa je nič o kmetu brez kmeta. To je pač nek slogan, ki dejansko ga velja poslušati in o njem pač premisliti. Mi se zdaj tukaj pogovarjamo o kmetijstvu brez kmetov, da rečem drugače. In tudi ta skupna evropska politika se je sprejemala brez kmetov. Želeli so pač podati neke predloge, kot si omenila, in
samo neki rahli popravki so se zgodili. Ne? Se je Zaradi značilno tega za to vašo ne stranko, funkcionira. da... Lahko jaz zdaj povem do prosim. konca? Prosim. Izvolite. Največja težava, zakaj bomo spet imeli kmete na ulicah, in to se bo zgodilo ali pred ali po evropskih volitvah, je v tem, da odkupna cena pridelkov ne doseže proizvodne cene. Torej kmetje delajo za nulo, za čisto nulo. Že recimo subvencije, ki so bile pač obljubljene kmetom, zaradi suše iz leta 2022 niso bile izplačane. Ne? Kaj šele subvencije oziroma za leto 2023 po poplavah kmetom. Tudi ni bilo nič izplačano. Čakamo na tiste zbirne vloge, ki so bile za leto 2023, subvencije niso bile izplačane. Mi se lahko pogovarjamo o ciljih, kaj je napisano na papirju, ampak v praksi izčrpavamo kmete zato, ko se enkrat kmetija zapre, ko več nima tistega, da gre na banko po kredit, mu ne dajo več, da gre on kupiti gnojila. Kmetje kupujejo gnojila na kredit, ga ne dobi več, ker je že lani vzel ta kredit. In kaj se zgodi? Kmetija se zapre. In ko se enkrat zapre, se razproda zemlja, se razprodajo stroji. Taka kmetija več se ne more vzpostaviti. Lahko traja eno celo generacijo, da se ena taka uspešna kmetija nazaj vzpostavi. Torej, težava je v tem, da nimamo kam, da nimamo te odkupne cene. In zakaj nimamo? Ker nimamo v strateškem cilju države ali pa Evropske unije teh agroživilskih podjetij. Ne? Torej, to mora biti poleg finančnega sektorja, kmetijstvo in gospodarstvo mora biti neka najpomembnejša panoga. Brez kmetijstva, brez samooskrbe nimamo države. No, se mi zdi, da je, ker glede na proračun, ki ga kmetijstvo vendarle dobiva, moramo priznati, da je kmetijstvo v Evropski uniji na prvem mestu. Ampak ne dobijo ga kmetje. Ja, omenili ste dve stvari, ki bi jih tudi rad predebatiral z vami. Ne? Rekli ste subvencije za sušo, pa potem subvencije za poplave. Vse to so posledice podnebnih sprememb in ko rečemo, vsak mora dati svoj del, ko govorimo o energetiki, o prometu in o kmetijstvu, ki sicer proizvaja zgolj 10%, tega pa vendarle ne, takrat pa si reče, a to pa ne. Ampak bom zdaj šel na Vesno, pa bi se dotaknil tega, kar smo tudi že odprli, ko govorimo o hrani, ki jo jemo, a ne, pa se radi pohvalimo, da ima Evropa 7-krat bolj regulirano hrano, ampak redke so države, kjer pa je točen izvor napisan. Ste tam, se mi zdi, želeli tudi nekaj replicirati, no? Ja, želela sem v dveh točkah replicirati. Eno je označevanje živil, seveda regulativa to določa, ampak kot vsi vemo, zakonodaja Evropske unije je vedno tista, kako bi rekla, minimalni, najmanjši skupni imenovalec, vsaka država pa seveda lahko bolj ambiciozno tukaj zavzame ena stališča, popravi oziroma izboljša zakonodajo in tukaj ne moramo reči, da smo Slovenci ravno, napram Avstrijcem sploh, tisti, kjer lahko potrošnik iz deklaracije prebere popolnoma vse. Ogromno je teh zgodb, od ovoza, če smo bili pri mesu, odkot vse to pride, se potem tukaj prepakira in v glavnem te zgodbe, ampak nova zgodba so pa gensko spremenjeni organizmi, ki se uvajajo na evropski trg, in tu pa se je distancirala velika večina poslancev od tega označevanja. Torej, zakaj se pa še to ne bi označevalo? To se pa niti na ravni Evropske unije v parlamentu ni potrdilo. Torej, preprosto prepustimo trgu. Pa mogoče sem želela še gospodu Zveru reči, jaz mislim, da se sintetičnim mesom nam še sploh ni treba toliko ukvarjati. To jaz osebno jemljem kot dobro podjetniško pobudo. Pač očitno so potrebe tudi take. Tega na trgu pravijo, da nekaj tega je, ne vem, če na slovenskem, na evropskem bi naj bilo. Ampak kje pa so dogovori med politiko in velikimi korporacijami? Tu pa bom pač dala dve imeni, to sta Bayer in Monsanto. Obstajajo lepi dokazi, kako pogosto se njihovi odposlaniki udeležujejo dogovorov, pogovorov in pogajanj v Evropskem parlamentu in mislim, da bi nas moralo to bolj skrbeti. Fitofarmacevtska sredstva, lahko se tudi tega dotaknemo, ampak še prej bi želel slišati vaš komentar na označevanje živil, ker vem, da imate s tem seveda veliko izkušenj, pa se mi zdi, da vendarle ni tako lepo, kot je dejal kolega na vaši desni Milan Zver. Točno tako, kot je rekel gospod Milan Zver. Da v Sloveniji vemo, odkot prihaja hrana? Ne, nekaj drugega. Da ima Evropa predpisano enotno označevanje poti hrane. Se pravi,
od pridelave, predelave do potrošnika. In to je tisti minimum, ki ga morajo vse države izpolnjevati. In je zelo enostaven. Na označbi mora biti en korak nazaj in en korak naprej. In to velja. Potem pa pojmo naprej. Ko smo dali primer Avstrija. Avstrija je verjetno še pred svojim vstopom v Evropsko unijo, ker takrat, ko smo se mi pripravljali na Evropsko unijo, zdaj je tega že 25 let nazaj, ko smo se začeli pripravljati, da smo prišli pred 20 leti, je to že Avstrija imela. In takrat sem bila na ministrstvu v službi in sva probala s takratnim ministrom Butom prepričati vse deležnike v prehranski verigi slovenske, da bi tudi mi začeli označevati, oni imajo tisti A, ki vam je znan, da bi tudi mi šli z nekim slovenskim označevanjem. Vendar to nekaj stane, veste. In v Avstriji so to označevanje plačujejo vsi v tej verigi, o kateri vam jaz zdajle govorim. Takrat, roko na srce, nobenega v verigi, razen kakšnega posameznika, ni bilo, ki bi bil pripravljen, kot se po domače reče, tudi odpreti tošelj, to se pravi, prispevati nekaj za to označevanje. In takrat nismo šli na vse splošno, smo pa uvedli tako imenovane izdelke posebne višje kakovosti, ki se lahko delno primerjajo z avstrijskimi, pomeni pa, da nimajo seveda našega ESA, tako kot imajo vsi izdelki proizvedeni v Avstriji, imajo pa naš znak višje kakovosti in to je to, kar bi treba še posebej spodbujati, vendar je takoj ta stvar dražja. Potem 10 let po vstopu v Evropsko unijo se je pa začela zgodba o tem, da so vsi deležniki začeli tudi plačevati v sklad, da se, največ pa to vseeno financira Ministrstvo za kmetijstvo, da se slovenska hrana promovira. In spomnili se boste, da smo pred 10 leti začeli akcijo Kupujmo slovensko, kupujmo doma, in ta akcija se je kakor tukaj dobro primila. Potrošniki so začeli segati oziroma so se zavedali, da je domača hrana pač kvalitetnejša iz zelo preprostega razloga, ne glede na predpise. Zato, ker je pri sosedovih narejena in nima za sabo tisoče in tisoče kilometrov. In to je kar se nekako primilo, potem pa moram povedati to zgodbo, da je prišla ta sedanja nesrečna vlada, jaz jo moram kar tako imenovati nesrečna vlada, z nesrečnim predsednikom vlade in nesrečnimi kmetijskimi ministricami številka 1 in številka 2. In a veste, kaj so oni začeli? Oni so pa začeli popisovanje cen. Popisovanje cen pa ni pomenilo nič drugega kot dampinški vnos, ne uvoz, vnos iz drugih evropskih držav z seveda manjšo kvaliteto in nižjo ceno. In 10 let prizadevanj tistih, ki so potrošnika hoteli naučiti, izobraziti, da je boljše, tisti, ki so to plačevali, predvsem pa Ministrstvo za kmetijstvo, se je obrnilo na glavo in mi smo rekli potrošniku, laufaj v eno od trgovskih verig, ne bom nobene zdaj imenovala, ker boš tam dobil kilo kruha za 0,99 šnicel in tako naprej. Saj bi zdaj kaj vprašal, pa jih seveda ni. Samo 15 minut. Jaz se poli Ampak to je isto kot uvoz ukrajinskega žita. Ravno kar, če še enkrat isto poslušamo, kot uvoz ukrajinskega žita. A te težavo z Ukrajino uvoz vidim? ukrajinskega žita. Naši kmetje niso mogli prodati svojega žita po normalni tržni ceni. Naši kmetje so enostavno prodali žito. Je pa res, da prvo leto, ko je bil predsednik vlade gospod Golob, je šel pred kamere in je rekel, da bo država pokupila vse žito, pri tem se mu pa ni sanjalo, jaz sem mu rekla dobro jutro, da imajo že kmetje sklenjene pogodbe za prodajo, da je treba na razpis, kdo bo dal najnižjo ceno in tako naprej. In na koncu, a veste, koliko je odkupil? 0,0 kilograma. Vidite, to je pa primer, kako domača politika v resnici na področje kmetijstva več tako rekoč vpliva kot evropska, čeprav globalno pa evropska. Zdaj bi pa vprašal eno
vprašanje pa bo morda, ne vem, pri vas začnemo, pa bomo ta krog naredili o fitofarmacevtskih sredstvih. Ne? Tukaj pa ima Evropa nek standard in tukaj je treba priznati, da smo Slovenci mnogo bolj uspešni od Evrope ali pa od Nizozemcev, kjer uporabljajo, ne vem, verjetno 441 aktivnih snovi, ki so dovoljene. V Sloveniji je teh aktivnih snovi 165, ampak ko smo poslušali pa kmete na cesti, so pa dejali, mi bi jih pa imeli več. A je to tisto, o čemer smo zdaj poslušali, da mi moramo biti bolj zeleni, da vendarle imamo večjo prednost, potem je bila pa ena od zahtev slovenskega kmeta, da bi imeli pa malce več fitofarmacevtskih sredstev, samo še da dodam, zato ker jih manj uporabljamo, dobimo tudi več denara iz Evropskega sklada. Izvolite. No, nažalost je realnost taka, da slovenski kmetje, posebej iz Podravja, vem iz prve roke, hodijo z avtobusi na Madžarsko in ta nedovoljena fitofarmacevtska sredstva prihajajo k nam. Posebej na Dravskem polju dela enkrat letno analize potalnice iz ptujskega vodovoda, kjer se pokaže večje število pri nas že davno neregistriranih fitofarmacevtskih sredstev. Ne. To je spet ena izmed teh stvari. Papir prenese vse. Ne. Zdaj, če gremo nazaj na to zgodbo, zakaj so oni prisiljeni v to? Zakaj so prisiljeni to delati? Oni nočejo tega dela, to je za njih dodaten strošek. Oni morajo plačati strošek avtobusa, da grejo, tam morajo kupiti, potem morajo skrivati tiste embalaže. Zakaj to delajo? To delajo samo zaradi tega, ker drugače ne bojo pridelali dovolj, ne bojo dosegli tiste odkupne cene in se vrnemo na isto točko. Mi smo uničili agroživilsko industrijo, za nas to ni strateški cilj. Nimamo odkupovalca, mi uvažamo poceni žito, poceni pridelke in zbijamo ceno lastnemu kmetu. Ne, torej kmetje ne želijo tega uporabljati, sami vidijo, da tam, kjer se tega več uporablja, vidijo posledica rakava obolenja, vidijo, kaj se zgodi. Tudi recimo jaz sama ne uporabljam tega, ampak jaz konkurenčna nisem, jaz to priznam. Vidva sta skoraj da soseda, če se ne motim, je to prakso tudi vi poznate, vendarle ste tam domačin skoraj z vsemi avtobuse na Madžarsko. Ja, no, poglejte, torej tega ne poznam, pa tudi ne zdi se mi nekako korektno, kar tako sedaj kmete z Dravsko-Ptujskega polja obsojati zaradi tega, da to delajo, ker ne vem. In jaz mislim, da se torej predpisov, ki je potrebno, tudi sam pijem vodo iz Dravsko-Ptujskega polja in zaenkrat, če ni bilo nič narobe. Analize potalnice so jasne. Ne lažejo, nisem jih jaz delala. Tako da. Prej ste prosili Zvira, Ja. če lahko do konca poveste. Se opravičujem. Zdaj bi jaz vas isto prosil, ne, da me pustite pri besedi. Ne. Tale pesticidi, ki so dovoljeni pri nas za uporabo, ne, kaj vemo, da jih samo 40% tega uporabijo kmetje, 60% tega uporabijo slovenske železnice. In drugo, ne, kar bi rad povedal in še opozoril na en veliki problem, ne, če bi naše kmetje Dravsko-Ptujskega polja imeli dostop do tistih 2000 hektarjev, katere ima Perutnina v roki, bi imeli večje površine, bi lahko ta del, ki je na vodovarstvenem območju, obdelovali drugače, prodali drugače. Sam sem bil v Nemčiji gori pred 15-20 leti, kjer smo bili na takšnem vodovarstvenem območju. Veste, tam ni z BČS-ko kosil, tam je z konjem kosil, tam ni šel z traktorom, tam je šel z vprežno živino, ampak tisto mleko, tiste proizvodi so bili toliko boljše, plačeni, subvencionirani strani države, kar je edino logično. Še en problem, ko govorim o tem, da slovenski kmet, torej napram podjetjem, tujim podjetjem, ki razpolagajo z našo zemljo, nima dostopa do nje, čeprav bi moral imeti, je še en veliki problem. Veste, ob meji z Avstrijo, sedaj pa tudi dalje naprej z Madžarsko, imamo približno 20% slovenske kmetijske zemlje že prodane. Torej ta pa ni bila skladova, ampak je bila torej od nekih lastnikov in to je torej prodano tujco. Sej ni, bom rekel, tako hudo, ne, če bomo jedli kruh od tujca. Veste, hujše pa je in tega se ne zavedamo. Ne. Tudi v tej doma v državi ne. Kaj pa bo, ko bomo govorili tujčev jezik in kaj bo čez 100 ali 200 let? Meje, da se zopet premakne to mojo
našo drago, ljubo Slovenijo bomo tudi na ta način zapravili in že zapravljamo. In naloga evroposlancev je tudi na to opozoriti, če hočete, v Evropskem parlamentu in seveda jasno in glasno tudi takšni, bom rekel, brezvezni vladi, ko jo zdaj imamo. Ampak se Evropska unija je tudi unija brez meja, ampak gremo naprej. Uršal Zgozdnik, ja, tudi Avstrijec je Evropejec, tako kot Slovenec, ne, se verjetno ni. Ja, samo veste, na oni strani, ne, dobi, ko se kmetija prodaja, tako kot pri nas sklad kmetijskih zemljišč, ne, bi najel, dobra praksa, ne, bi torej vzel to zemljo, kupil to zemljo, z kmetom istočasno podpisal pogodbo, da jo bo v 10 letih odkupil, ker je danes na jutri ne more, in bi bila ostala v rokah slovenskega kmeta. No. Tako delajo tudi v drugih državah. Pri fitofarmacevtskih sredstvih bi vendarle ostal. Je to problem, je tukaj Slovenija lahko tista, ki je boljša od Evropske unije, ali so slovenski kmetje v slabšem položaju zato, ker smo se izpogajali, da jih bomo manj uporabljali, s tem pa dobili tudi nekaj več denarja? Prvo, kar je, mislim, da se moramo vprašati, od kje potreba porabi fitofarmacevtskih sredstev. Torej, želja je pridelati več in več, pa bom zdaj takoj dala analogijo zraven. Tretjino hrane zavržemo. Torej, moramo se vprašati, ne, kaj je zdaj s tem. Ne? A res želimo več, rabiti več fitofarmacevskih sredstev, rabiti več, bom zdaj zelo brutalna, boom efekta, ne, in vseh teh substanc, ki pripomorejo k boljšemu pridelku. Kmeta na neki točki za razumeti, sploh zato, ker če more, ne, tekmovati z vso verigo, ne, pridelovalcev, predelovalcev, velikih pridelovalcev, trgovskimi velikimi skupinami, potem pač na koncu seveda stremi k temu. Ne. Jaz mislim, da je v tem kontekstu Slovenijo za pohvaliti, ne, da smo nekako vseeno obdržali, ne, nek minimum, si izpogajali ta del. Mislim pa, da bi lahko mogoče šli celo korak naprej, res poskušali uresničiti tistih željenih 15% do 2040 ekoloških kmetij, kjer pa raba teh fitofarmacevtskih sredstev je še bolj regulirana, še bolj omejena, ker zdaj počasi prehajamo in nagovarjamo tega slona, mogoče v tej sobi, ne, ki se zdaj v političnem jeziku reče zeleni prehod. Meni osebno ta beseda se mi zdi zelo umetno skovana, ampak kmeta danes ne ogroža zeleni prehod. Ogrožajo ga podnebne spremembe, ogroža ga posledično izguba biodiverzitete, izguba opraševalcev, stanje voda, stanje prsti, ki je vedno bolj izrabljena, ne, manj rodovitna. Torej, v bistvu bi morali na nek način kmetu tudi v tem kontekstu pomagati pri prehodu na ekološko pridelavo, torej zmanjšanje teh sredstev, a ne, in v bistvu iti v to pot naprej, ker na dolgi rok nam noben glifosat, noben boom efekt in tako naprej ne bo pomagal. Mogoče sam še to se pa strinjam, ne, da v bistvu ni kmet edini krivec pri rabi tega, ne, ker je treba nagovoriti tudi torej rabo, jaz vem za primer Darsa, ne, torej Slovenske železnice in tako naprej. Torej, to na koncu vse eno konča v naravi. Delati si utvaro, ne, da je to zgolj tam nekje, kjer je neko večje območje onesnaženja in to ne bo steklo v podtalnico, je pač res iluzija. Gospa Nada Pavšar, tukaj bi kar potegnil naprej, morda še, ko govori Evropska unija o tem kmetijstvu, kako zelo je pomemben, a ne, pa če se malce navežem nazaj, klimatske spremembe, vemo, kaj se dogaja, na primer po celem svetu, koliko nas vse to stane. Po drugi strani pa vidimo, ne vem, v Braziliji, kako posekajo na hektare gozdov vsak dan. Kaj pa tukaj Evropska unija lahko naredi? A ne, mi vendarle imamo nek najvišji standard, ko govorimo o varstvu narave in tako naprej, potem pa ne, se mi zdi, da vendarle pa odpremo vrata do najboljših stvari, soja pa tako naprej, kar je omerim pa tudi gospod Zver, ne, potem pa kupimo, ne vem, govedo iz Južne Amerike, ker je pa bolj fino, ne, argentinski zrezek. Ja, tukaj na tem področju, čeprav evropska zakonodaja v primerjavi drugih držav je na nivoju, je dobra. Ampak kljub vsemu, ko se odpirajo taka vrata, hrani, ki prihaja izven Evropske unije, tukaj bi moglo biti kriteriji strožji. Ne nazadnje, pa če nadaljujem spet na nacionalni nivo, jaz mislim, da bi mogli
tudi zakonodaja bila odprta, da je nacionalni nivo na nek način se zaščiti. Poglejte, čeprav naše politike, take ali drugačne, so v bistvu tudi vplivale na tako kmetijsko politiko, kot v Sloveniji trenutno je, da subvencije, bom ponovno rekla, niso na pravih mestih, zato propadajo kmetije, male kmetije. In zaradi tega bi bilo treba, da ne govorimo o fitofarmacevtskih sredstev, vse so jih uporabljali, predvsem pa 10% večjih kmetij, ki od tega živijo. Ampak če bi mi, in prav zaradi tega recimo Slovenija ni toliko onesnažena, je pa onesnažena s fitofarmacevtskimi sredstvi, tudi z drugimi zadevami. Naša podtalnica, kaj se dogaja, in z našo pitno vodo. To je posledica. Naša pitna voda, ne si bo, kar se dogaja zdaj na Ljubljanskem polju, ali pa pod streliščem Poček, ali pa kjerkoli še na drugih mestih v Sloveniji. To je vse skupaj povezano. Mi bi mogli, torej z našo tudi kmetijsko politiko, ki jo upravljamo in reguliramo na državnem nivoju, prispevati k ohranjanju, naprej k ohranjanju narave in s tem seveda kmetijstva in samooskrbe. Začenši dejansko pri slovenskem človeku. In če bi te subvencije bile, da cenovno ugodne, meni kmetje rečejo, ne morem niti v šolo svoje hrane prodati, ker nisem konkurenčen, tudi zaradi javnih naročil in tako dalje. Torej, zelena javna naročila so nekaj izboljšala za prehrano. Ta zelena javna naročila bi tako mogli izločiti. Ja, začne se seveda doma, tu pa imamo prav, da smo videli ogromno kmetijskih ministrov in ministric, pa težko rečemo, da jih je bilo takšnih, ki so dobro upravile delo, veliko. Pa če gremo vendarle še v Evropo, ključni cilj strategije do leta 2030, kar ste tudi že malce omenili, 50% zmanjšanje uporabe in tveganosti pesticidov, vsaj 20% zmanjšanje uporabe gnojil, 25% pridelovalnih površin bo namenjeno ekološkemu kmetijstvu. Je to prava strategija? Če boste evropska poslanka, jo boste zagovarjali in rekli, da to bomo uresničili, ali ko bodo šli kmetje na ulico, boste vendarle malce popustili pri kakšni stvari, ker je pa to fino takrat pred volitvami? Glede, ne vem, če je to v številkah prebranih prava strategija, vem pa, da je to prava smer. V to sem prepričana. Namreč, nekdo je prej rekel, da je treba kmeta razumeti, 100 let nazaj smo bili lačni. In najprej smo ga spodbujali, da mora ogromno pridelati in kako naj ogromno pridela. Tako da uporablja kemije, ne? In jih je tudi, zato da nismo bili lačni. Zdaj je hrane preveč, smo ugotovili, prišla je še ena nadloga, ki se jim reče podnebne spremembe, na katero nismo bili pripravljeni, in kmet je pa pravzaprav tisti, ki ga podnebne spremembe najbolj prizadanejo. To je treba priznati, ker je njegova proizvodnja na terenu. Torej, politika, bomo rekli kar skupna evropska politika, se ni dovolj hitro odzivala na te težave, ki so nastopile. Vendar, ne glede na to, kaj smo do zdaj kmeta učili, ga bomo morali prositi, da tudi on razume tiste, ki se pogovarjajo o trajnostnem kmetovanju, bom jaz bolj tem rekla, kot zelenem prehodu. Torej, bomo morali omejevati uporabo fitofarmacevtskih sredstev in morali bomo težiti k bolj konvencionalni proizvodnji. Vendar, že zdaj se kmetu ne izplača proizvodnja pri nas v Sloveniji. Zakaj? Zaradi tega, ker ima slovenski kmet dve težavi, ki nimajo nobene veze z Evropo. To je premalo obdelovalnih površin, ker je pač Slovenija tukaj velika kot je, tukaj gozdnata kot je. To se pravi, kaj mu lahko pomagamo? Samo tako, da zemlje ne prodamo, da ga čim bolj stimuliramo, da zemljo obdela. In drugo, nepravični odnosi v prehranski verigi, ko se deli dohodek. In s tem Evropa nima nič. Torej, tu moramo usmeriti puščico v vse vlade do sedaj. In nobeni vladi še ni uspelo, da ne bi bili trgovci z novci. Veste, trgovci so z novci, potem je pa kmet. Toliko najprej o težavah slovenskega kmeta, da ne bi mislili, da je težava slovenskega kmeta največja zaradi skupne evropske politike. Skupna evropska politika pa lahko korigira te težave slovenskega kmeta in to tako, da bomo
ta postopni zeleni prehod tudi kmetu plačevali. Ali po domače povedano, tisti kmetje, ki bojo prešli v ekološko kmetovanje, ki bojo tradicionalno kmetovali, trajnostno bojo morali dobiti večje subvencije, ker se vračam k tistemu na začetek, kmet kmetuje zaradi tega, da preživi. Jaz si pa želim, da bi še dobro preživel. Torej, mi moramo skupno kmetijsko politiko, ki se bo začela izvajati po letu 2008, ker ta je že tukaj. Mi vemo, da lahko samo vsakoletni akcijski načrt o izvajanju skupne kmetijske politike malo korigiramo. To ni dovolj. Zdaj se je treba začeti pogovarjati, kakšna bo skupna kmetijska politika po letu 2008, čez 4 leta. Kot veste, jaz sem predsednica odbora za kmetijstvo in mi smo že to debato opravili z profesor Emilem Erjavcem kot, upam si trditi, največjo avtoriteto na tem področju. To se pravi, pravilni so pogovori z kmeti, brez kmeta nič, za naslednjo finančno perspektivo. Dobro ste mi dali izhodišče, brez kmeta nič. Gospod Zver, veste, kakšen problem pa imamo v Sloveniji, tako kot tudi v Evropi, in vem, da to veste še precej dobro. Povprečen kmet, mlajši od 35 let, je danes star, jih je v Sloveniji, malce sem na hitro izračunal, 3500, manj kot 5%. Ja. In zdaj ti mladi kmetje so izobraženi, se znajo iti evropske birokratske zadeve, gredo po kredit, poslušajo Emilja Erjavca in nasvete stroke. Tisti, ki so pa v večini, to so pa kmetje nad 55 let, so pa morda brez naslednika, brez nekega finančnega znanja. Polovica slovenskih kmetov ima res osnovno znanje in mi se lahko tukaj pogovarjamo o evropski politiki, ampak če ni kmeta in ni mladih, potem pa ne bo nič. Kaj pa tukaj lahko naredi Evropa? Imate prav, pravzaprav imamo dve veliki težavi v Sloveniji s kmetijstvom. Prvi je ta demografski. Ni mladih kmetov, ali pa če jih je, ne morejo priti do zemlje, ker ima država monopol preko sklada. In država bi lahko tudi pri tej trgovinah, kar se perutnine tiče in pa panvite, veliko bolje odigrala svojo vlogo in prekinila pogodbe z novo nastalimi lastniki, recimo. Na ta način bi prišlo več na tržišče, več zemlje. In ključni problem, ki so mi ga povedali mladi, jaz sem bil nekaj časa tutor mladim kmetom v Evropski uniji, v Evropskem parlamentu, torej je, da ne pridejo do zemlje, zlasti slovenski. Drugače pa Evropa ima tudi podoben problem kot mi. Ja, nič več mladih kmetov kot nas. Točno, je podoben problem. No, drugi problem je torej pa zemlja, ne morejo priti do nje. In tukaj bi pa država lahko, slovenska država, sprostila situacijo. Ne? Pa mislite, da bi to pomagalo, bi bilo več mladih kmetov? Jaz mislim, da bi. Jaz sem sodeloval na raznih okroglih mizah o kmetijstvu zdaj v Sloveniji zadnje par mesecev. In to je bil največkrat omenjen problem. Kar se pa tiče uporaba škropiv, po domače rečeno, jaz sem proti vsem tem direktivam, ki ste jih prej omenil, tudi teh ciljev, ki so sestavni del tistega zloglasnega projekta, zelenega prehoda, Fit for 55 in podobno. Jaz mislim, da smo šli predaleč. Nekatere politične silnice so bile tako močne v Evropskem parlamentu, da so izsilile recimo te stvari in to bo močno zmanjšalo konkurenčnost evropskega kmetijstva, cene bodo šle gor. Podobno smo naredili tudi na področju avtomobilske industrije. Evropa je naredila zadnje desetletje kar nekaj napak, tudi na področju gospodarstva. Izvažali smo kapital, investicije na Kitajsko, v druge države, danes imamo same probleme. In recimo prehitro smo se odpovedali avtomobilom z notranjim izgorevanjem, dizlašem, pa bencinarjem. In tudi tukaj bomo morali spremeniti nekatere postavke, ki smo jih sprejemali zlasti v tem mandatu. Tukaj smo naredili največ napak in to, kar res seveda moramo iti v smer ekologije, zelenega in tako dalje. Ampak ti ukrepi morajo biti dobro premišljeni, ne politično izbrani. Nekatere politične skupine so kar tekmovale, kjer bo dala malo bolj zaostrene, bolj ostre pogoje in cilje. In to bo morajo uvajati začeti, najbrž. Ne čez noč. Govorimo, da zdaj je pa res nuja. Vrnil bi se na kmeta, pa bomo ta krog naredili. Samo to bi želel. Zdaj kaže vendarle, da bo malo več desnice v Evropskem parlamentu. Jaz mislim, da bomo
da bo ena prvih nalog, da se ti cilji spremenijo. Ne? Upam, da se ne bodo preveč zamaknili, Ne samo ne, zaradi kmetijstva, ampak tudi zaradi gospodarstva in evropskega kmetijstva. A bo to pomagalo? Bo potem več mladih kmetov šlo, če bodo desnica v Evropskem parlamentu zamaknili cilje, ne vem, manj fitofarmacevtskih sredstev, več ekokmetij, manj gnojil? Bo to kar naenkrat mlade porinilo na kmetije? Ne, mislim, to je smešno, kaj takega pričakovati. Ne. Če mi govorimo da bomo forsirali ta zeleni prehod, ta Green Deal, bomo hkrati prisilili evropskega ali pa slovenskega kmeta, da sprejme še strožje pogoje kmetovanja, hkrati bomo pa dovolili uvoz torej hrane, ki je pridelana popolnoma po drugačnih standardih. Nismo naredili čisto nič. Ampak kaj pa lahko naredimo, da bomo imeli več mladih, ki se bodo ukvarjali s kmetijstvom? Poskrbeti za višjo odkupno ceno pridelkov. To, kar že cel čas ponavljam. In to ne bo mogoče, brez da si Slovenija oziroma Evropa zastavi kmetijstvo kot najpomembnejši strateški cilj. Torej, subvencije služijo zniževanju cene za končnega potrošnika, ne kmetu. In v tistem momentu, ko subvencije ne dohajajo več inflacije, rasti stroškov, v tistem momentu zgubiva kmetijstvo na svoji moči. Kmetije se zapirajo zaradi tega. Torej, samo en moment je, ki požene kmete na ulice in jih bo spet in spet in znova. Mi lahko razpravljamo o strategijah, ampak dokler kmet na tekoči račun za prodajo svojega pridelka ne bo dobil več, kot ima svojih proizvodnih stroškov, tako dolgo bojo kmetje na ulicah. Govoril sem tudi sam s kmeti mladimi, pa so mi dejali, da oni so zdaj podjetniki, a ne? In oni to zelo dobro preračunajo. Koliko on zasluži na uro, se pravi ne zgolj jaz pa delam od jutra do večera, pa potem ne grem nikoli na dopust. Mladi pač kmetijstvo razumejo kot posel, kot podjetništvo, in je to povsem drugače, kot pa morda nekoč, ko so samo gledali, kakšne so subvencije. Kaj je torej tisto, gospod Pukšič, kar bi mlade vendarle zadržalo na kmetijah, pa bi potem vse to, kar smo tukaj slišali, delovalo malce več? Ekokmetije, višji standard za kmeta, pa tudi dražji produkti, ki bi seveda pomagali, tako kot vi rečete, ne, kmetu preživeti. Z enim stavkom povedati oziroma odgovoriti na to vaše vprašanje je pravica do enakopravnega položaja v družbi. Če sem kmet, moram tudi normalno zaslužiti, tako tisti, kateri gre na fakulteto delati, kateri gre in tako dalje. To je osnovna pravica enakopravnega položaja v družbi. Zato se je kmet slovenski boril, vedno se je mogel za to boriti. In ker sem pač včeraj prišel, oziroma bil pred 35 leti na obletnici prvega tabora v Brdih dole, je jasno, da je pravzaprav se kmet, Slovenska kmečka zveza, prva postavila, torej kdo, Slovenska kmečka zveza, kmetje, prvi postavili v vrsto in povedali zahteve, kaj hočejo, da hočemo torej samostojno državo in tako dalje. Danes se zopet morajo boriti. Mogoče še samo kakšno številko, ne, ker s tem se pač rad ukvarja. 1,2 do 1,5 milijarde, tako so mi povedali, je bruto proizvodne v slovenskem kmetijstvu. Od tega za promocijo v trgovinskih verigah in tako dalje, se pravi, je 250 milijonov evrov. Če bi to dali že slovenskemu kmetu, bi se bistveno drugače in bistveno bolje živel. Definitivno je to, kar je gospa Vida rekla, smer je prava. Milan pravi, torej se ne strinja s to zakonodajo, tudi sam se s tem ne strinja. Nujno jo bo smer, nujno jo bo spremeniti in seveda v tej smeri torej peljati tako slovensko kot evropsko kmetijstvo naprej. Ja, se strinjam, 11%, torej pri nas nekako 11% teh ekoloških kmetij, predela tam 3 do 4%, pa da še bomo to nekaj povečali. Ja, ampak v osnovi, dragi moji, slovenski kmet mora imeti pravico do slovenske torej kmetijske zemlje, da jo bo obdeloval, ker jo dela z ljubeznijo, z dušo jo dela. Skratka, to je delo stoletja, odkar pravzaprav na tem živi in zato smo tudi tu obstali. Brez slovenskega kmeta
tudi več slovenskega naroda ne bo. Urša Zgozdnik, ko sem se pripravljal na ta pogovor, pa tudi vidim, da vsi dobro poznate to tematiko, pa verjetno se vsi strinjamo, da se lahko strinjamo tudi s tem, ne glede na to, kaj se spremeni, smo pa tudi Evropejci zgolj na trgu. A ne? In ko gremo v trgovino, se mnogi odločajo, da kupijo tisto, kar je pač poceni, da Kitajci drugače ravnajo s kmetijsko zemljo, kot to počnemo v Evropi, da se v Južni Ameriki šele učijo od naših napak, ampak jih želijo ponoviti, ker rečejo, če ste vi lahko prišli do takega standarda, zakaj nas zdaj učite, bomo najprej sami preverili in tako uničujemo pragozdove, pa še kaj. A je prihodnost evropske kmetijske politike dobra? Zdaj ne kakšno si mi želimo, ampak kaj bo, naprimer, ko bomo čez 5 let znova tu sedeli? Brez nje ne bomo mogli biti, ne? To je, se mi zdi, prvo dejstvo. Namen kmetijstva je seveda v prvi vrsti pridelava hrane, je pa tudi ohranjanje naše krajine, kulturne in naravne dediščine, hkrati pa tudi skrb za okolje. Saj kmet nikoli ne more v slabi vodi, v slabem zraku pridela dobre hrane. Torej, to gre z roko v roki. In se resnično upamo, da je ta ob prvem valu kmečkih protestov tudi ta neka utvara se razblinila, da je pač napad na vse, kar je zeleno strani kmetov, ker mislim, da je velik del kmetov to tudi dojel, da v resnici gre samo za to nerazumevanje njihovega položaja, s čimer se tudi komplet skupina evropskih zelenih v Evropskem parlamentu strinja in bori za to, da bi njihov položaj, njihov zaslužek bil v prihodnje boljši. Torej, brez kmetov Evrope pač ne bo, In to je brez veze razmišljati, Ampak zdaj, v katero smer bomo pa to peljali, je pa v resnici odgovornost mnogo večja, Ni vprašanje samo skupne kmetijske politike, ampak enostavno prevprašati moramo model našega življenja. Prej sem sicer naslovila kapitalizem zelo surovo, če tako rečem, ampak jaz sem zelo veliko prepotovala po svetu in se spomnim, da rečem 15 let nazaj, en navaden nahrbtnik, ki sem ga imela s sabo, ljudje, v Aziji, v zelo odročnih krajih so gledali, kaj je to. Te ljudi ni za obsojati. Ti ljudje pač si želijo seveda večje komoditete, želijo si telefonov in tako naprej. Torej, mi smo tik pred tem, da se komplet kot planet zruši, pač meje planeta so takšne, kot so. Naravnih surovin imamo toliko, kot imamo. Zdaj, do katere meje bomo to gnali? Jaz mislim, da je to ključno vprašanje. Tu nekje se potem pripne seveda tudi kmetijstvo, ampak prevprašati moramo model našega življenja. Zdaj pa, da ne bo preveč filozofsko to izpadlo, si pa upam tudi to reči, tukaj se pa pokaže, da je Evropa družba, ki se stara, da je naša povprečna starost zelo visoka, tudi recimo konkretno kmetov. In kaj pa naši mladi želijo? In se mi zdi vaše vprašanje, če nazaj pripeljem, res ključno. In moj odgovor bi bil, seveda super so te spodbude za prevzem kmetij, ampak mislim, da sem v eni raziskavi zaznala, da je mislim, da do leta 2020 bilo 4500 prejemnikov, če se ne motim, ampak vsi so rekli, da se ne bi lotili tega prevzema, če ne bi bilo te spodbude. Torej, v redu, da je ta spodbuda, ampak je še premalo. Videla sem pa tudi podatek, da je največji prihodek so ustvarjali kmetje, lastniki med 25 in 35 let. To Ker pomeni, največ vlagajo v inovacije. razmišljajo in če bi šli danes prevprašati te ljudi, sem prepričana, da vsi delajo z novimi tehnologijami, z dobrimi izrabami vsega, kar pač dobijo, zelo okoljsko sprejemljivo. Torej, to absolutno verjamem, da se za tem omizjem strinjamo, da je to prava smer. Mislim pa, da tako ogromno časa, da bomo zdaj v desetletjih ali pa kaj pa vem, mislim, da nam zmanjkuje časa. Zato sem rekel, kaj bo čez 5 let, ko se dobimo. Zdaj smo res v tem zadnjem krogu, ki ga tečemo in ste dobro rekli, te mlade ste izpostavili. Nekaj ste prej, gospa Nada Pavšar, omenili, pa bi jaz eno prihodnost prebral, ki pa je taka domača. V Ajdovščini je januarja začelo delovati podjetje Teh Formit, ki bo razvijalo in proizvajalo meso iz izvornih celic. Ivo Boskarol je pa pobudnik in večinski lastnik. To je posel. Danes je hrana posel. Eden največjih lastnikov v Prekmurju zemljišč je član uprave NLB-ja. Eden največjih lastnikov zemlje na svetu je Bill Gates. Zemljo danes obvladujejo tisti, ki imajo denar, inovacije se gredo pa tisti, ki imajo idejo in potem tudi denar. A je to tudi za podpirati
ali ste morda tukaj tudi zadržani, kot mislim, da skoraj da vse stranke, ko govorimo tudi o gensko malce spremenjeni hrani, naprimer zlati riž je eden takih primerov, ne, ki so ga želeli v Bangladešu dati ljudem, ker niso imeli dovolj vitamina A, pa se še vedno pogovarjamo, kaj s tem, ampak da ostanemo na domači zemlji, domači inovator, no? Zato, da ostanemo na domači zemlji, moramo za to poskrbeti mi. In sicer v prvi vrsti to, kar je bilo že marsikaj danes slišano, da postane, da je kmet cenjen, da je kot poklic kmeta cenjen, tako kot je cenjen inženir ali profesor ali da ne rečem inovator, znanstvenik. Sej mora biti tudi marsikaj od tega, če hoče, da res obdeluje svojo zemljo in od tega preživi. In mladi žal nimajo, so inovatorji, tista peščica, ki pač živijo od tega, znajo, poiščejo prave rešitve. Sam tega je premalo prav zaradi naše politike, na kakšen način spodbuditi mlade kmete. Jaz bom spet dala primer v občini Dobre Polje, ki je 35 km od Ljubljane. Tam recimo na razpisan projekt se noben mlad ne prijavi. V lanskem letu niti enega ni bilo, pa ker celo zemlja je na razpolago. In samo zaradi tega, ker ne vidijo mladi prihodnosti. In tukaj bo mogla država, tukaj seveda z uporabo evropske politike, ki naj bi delala v tej smeri, narediti veliko, da bo dejansko mlad človek lahko, ki bo prevzel kmetijo, tudi imel dopust, da bo lahko imel tak dohodek, ko ga ima nekdo, ki dela v enem podjetju. Ne strinjam pa se, da bi to našo državo, ne glede, čeprav recimo gospoda Boscarola izredno cenim, naredili za eno predelovalnico in predelovalnico umetne hrane. Kot se tu dogaja, kot sem prej rekla v Dobre Polju. S tem bomo mi uničili torej tudi našo slovensko identiteto in to je zelo pomembno, ker kmet vzdržuje to identiteto na različne načine. In tam se je recimo, zakaj včasih niso pustili niti deliti kmetije. Eden je dobil kmetijo, da je lahko naprej razvijal. Eden je dobil gozd, da ga je trajnostno razvijal. To, kar smo ohranili, kar so ohranili za nas, mi moramo ohranjati res za naše otroke in vnuke. Tako da takih globalističnih potez, hvala. Gospa Vida Čadonič Špelič, pa bom kar ponovil vprašanje, če smo začeli pri teh načrtih za prihodnost Evropske unije o kmetijstvu, pa se mi zdi vendarle zanimivo. Ivo Boscarol je vizionar, se mi zdi, da ne ogroža zdaj slovenskega kmeta, ampak vendarle pa govori tudi o eni smeri, v katero svet pač gre in gredo tudi slovenski kmetje in podjetniki. Je to dober načrt? No, jaz ne verjamem, da bomo kmalu jedli meso iz epruvet, zato ker smo, vsaj mi Slovenci, ne, ker smo mi navajeni dobro pojesti. Dober zrezek pojesti in na to prisegamo in na govejo juho vsako nedeljo. Je pa za razumeti tudi gospoda Boscarola, da pač raziskuje trg, s tem nas popolnoma nič ne ogroža. Dejstvo pa je, da bi to umetno meso raslo, veste, je treba živali ubiti, ker da ne bi se slučajno kdo mislil, da je to kakšna posebna zaščita živali, ker te celice rastejo potem na živalskih krvi oziroma tkivih. Veliko energije je treba, električne, da se ta laboratorij združuje. Se pravi, jaz mislim, da tukaj nikakor ne bo šlo za masovno uporabo, ampak gre pa za raziskave. Glejte, kaj ti, jaz tako mislim, da se ni za bati ne za evropsko, ne za slovensko kmetijstvo pod enim pogojem, da bomo na svetu in predvsem v Evropi obdržali mir. To je pogoj. Drugi pogoj je, da bomo uporabljali vse znanje, ki ga premoremo. Včasih je veljalo, dober boš za kmeta,
če ne greš v šolo. Zdaj je ravno obratno. Jaz učim na 2 visokih šolah, ena je tudi za agronomijo in urejanje podeželja in vidim, da so mladi ljudje željni znanja. Oni si točno zaračunajo, ali jim se splača in kaj bojo delali. In to me navdaja z optimizmom. Druga šola je visoka zdravstvena šola, kjer vidim, kako mladi cenijo varno, kvalitetno, domačo hrano. Torej, mladi vejo, kaj hočejo. Ne smemo pa misliti, da bojo na kmetije mladi množično odhajali. Veste, to je tako specifičen poklic, da ni za vsakega. Tisti, ki pa so z ljubeznijo pri tem poklicu, bojo pa vsak dan boljši, zato ker vsega več je znanja, več je dognanj in bo treba to znanje uporabiti, s tem, da jaz vidim v skupni kmetijski politiki to možnost financiranja dobrih idej. In jaz verjamem v slovenskega kmeta in njegove dobre ideje. Gospod Zver, še za konec. Ko govorimo o Evropski uniji, zdaj smo seveda stopili na stran Ukrajine, zato da preprečimo širitev vojne, pravijo, ampak bi se vrnil domov, ko propagiramo poklic vojaka, se mi zdi, da ni nobene omejitve, ko damo denar za jumbo plakate, ko iščemo kakšen resničnostni šov za kakšen milijon evrov, ko imamo dneve odprtih vrat in tako naprej. Pa pogrešam morda kakšen jumbo plakat za slovenskega kmeta, postani kmet ali pa kaj takšnega, ko govorimo, kako malo jih je, ko govorimo, ne vem, tako, da se težko odločajo, ker morda ne vedo, kaj jih čaka. Ja, lahko jim damo zemlje, lahko jim damo, ne vem, spodbude, ampak najprej jih moramo pa navdušiti. Ob takšnem proračunu, ki ga Evropska unija namenja za to, je težko najti, ne vem, 2 milijona evrov za promocijo kmečkega poklica? Imate prav, lahko bi veliko več vlagali v to, tudi država. Naši ministri kmetijski imajo kar veliko manevrskega prostora. Včasih rečemo skupna evropska politika, Bruselj vse skupaj vodi, ni res, ne. Dovolj je prostora tudi za take projekte. Danes nam gre v prid dejstvo, da je kakovost življenja na vasi, na podeželju bistveno večja kot v mestu. Še pred 15, 20, 30, 40 leti ni bilo tako, ne. Vsi, ki smo bili na vasi rojeni, smo si želeli, kako je fajn mesto v bloku, greš na kavč, greš televizijo. Ta vzorec je out, ne. Danes je veliko več podeželje nudi in tudi kmetijstvo, tudi kmetije, ne. Je vzorec življenja veliko bolj kakovosten kot recimo kakšen delavec, ki živi v bloku, v stanovanju. Tako da jaz sem imel ogromno srečanj z mladimi kmeti in tudi slang, način življenja, uhančki, frizure, to je isto kot v urbanem delu družbe. Tako da nekih bistvenih socialnih razlik ni, kvečemo nasprotno. Jaz pravim, da je ta slog življenja bolj kakovosten, ima prihodnost, še posebej sedaj, ko zahteva veliko tudi znanja, ne. Niso samo kulturne vrednote tiste, ne, ki bi prepričale mlade, ampak tudi znanje in seveda, če bomo res podprli, tako kot pravite, pa ne samo z reklamami, ne, ampak nasploh kmetijstvo, bomo še pridelovali hrano. Jaz se bojim ene stvari, ne, da bi evropska družba, pa tudi slovenska, postala češ takšna. Ne bomo se mi ukvarjali s kmetijstvom, ne, je predrago ali pa ni v redu, in naj to delajo tretje države. Tako kot smo naredili z delom avtomobilske industrije in tako naprej. In bomo potem odvisni od uvoza hrane iz sveta, ne. Jaz mislim, da je že trenutek, ko bi morali obrniti ploščo in več pridelati, zastaviti malo protekcionistično politiko pri uvozu in manj uvažati. In s tem bi tudi posredno pomagali evropskim kmetom in seveda tudi slovenskim. Skratka, prihodnost ni tako črna, kot jo včasih radi narišemo, ko govorimo o kmetijstvu. Z nekaterimi fajn inštrumenti tudi znotraj držav članic se lahko ponovno oživi kmetijstvo, ne. Ta hip smo nekje na prelomni točki, ne. Jaz mislim, da te stvari, o kateri ste pregovoril, nova reforma, ki je bila sprejeta pred leti, se mora absolutno spremeniti, vsaj v nekaterih točkah, in potem bo evropsko kmetijstvo spet lahko zadihalo.
Morda je treba v Bruslju še nekaj povedati. Res je, da je to skupna kmetijska politika, ampak ni treba vsega regulirati. Več kisika rabi tudi gospodarstvo in pa tudi in predvsem kmetijstvo. Ne. Ni potrebno vsega predpisovati, vsake fitofarmacevtske sredstva in podobno. Ne. Tu na kmetijstvu imamo predpisane, kakšne oblike mora biti kumara. To je že malo smešno. Predaleč so šli evrokrati z svojimi zahtevami. Ne. In včasih grenijo življenje tudi kmetom s njimi. Ne. Hvala lepa vsem. Lahko en stavek k temu samo dodam. En stavek. En stavek. Ker sem dolga leta bil župan in je za kmeta in ko pravi kvaliteta življenja še kako pomembno, da ima tudi dostop do elementarnih zadev, kot je danes optika, optično omrežje na podeželju in ker se tudi denar za razvoj podeželja torej daje, je potrebno to prepustiti in dati na tem večji poudarek v bodoče. Hvala. 4.000 ali pa 3.500 mladih kmetov imamo v Sloveniji, to je dejstvo. Dejstvo je tudi, da pri marsikateri stvari nismo samooskrbni, ker niti ne moramo konkurirati. Dejstvo je tudi, da je kmetijstvo izjemno pomembno, da smo danes veliko govorili, se skoraj da vsem strinjali, ampak to smo počeli tudi 5 let nazaj, pa smo potem kmete letos v Bruslju poslušali, da so silno nezadovoljni, pa tudi doma, in vsako leto je tudi v Sloveniji manj kmetov. Prebivalstva pa več, pa še stara se. Hvala lepa vsem, da ste prišli, da ste osvetlili svoj pogled. Uro pa pol se mi zdi, da smo si dobro zastavili, da ste imeli vsi enako možnosti. Predvsem pa želim, da boste zagovarjali slovenskega kmeta v Bruslju, ko boste šli tja, da vam bo hvaležen, ko ga boste obiskali potem doma na kakšni turistični kmetiji. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Upam, da ste izvedeli kaj novega, predvsem pa, da ste spoznali, da je tudi kmetijstvo izjemno pomembno, ko se boste odločali, da obiščete volitve, ki bodo zdaj pred vrati, in se vidimo v naslednji temi SBC-vega kluba tukaj v studiu. Hvala in nasvidenje.